Čeprav je pomlad in vse cveti in buhti, se hitro zgodi kakšen dan, ko se vse obrne. Zadnjič je recimo ekstremno pihalo in je Anže rekel, da je skoraj padel na motorju, ko je kar naenkrat prišel s strani močan sunek vetra. Ali pa ne dolgo nazaj ponekod po Sloveniji spet snežilo. Skratka, na cestah nikoli ni heca, se lahko malo pa fajn, jasno. Recimo super masažo velikega Fortinga V9. Med ovinki se odlično znajde tudi nova Toyota CHR+. V Sloveniji se še vedno obračajo glave za najnovejšim Volkswagenom T-Roc, ki smo ga testirali. Volan naše Selike je vrtela nova zvezda, za začetek pa gremo v Španijo, kjer smo šlatali čisto avto, ki ga boste zdaj videli prvič. To pa je visoka. Prva elektrarna v Španiji, šele tretja v Evropi, stara že kakšnih 150 let, ampak nisem prišel zaradi te elektrarne sem, ampak zaradi tunga znakca tamle, ki ga pa po mojem že vsi dobro poznate, a ne? Ja? En avto bo je tukaj pokazali. Raval je ime za sosesko v Barceloni, ki slovi po pestrem nočnem življenju, najbolj raznoliki populaciji in seveda tudi po kriminalu, ampak nazadnje niso mislili pri Cupri, ko so svojemu najmanjšemu avtu dali to ime. Ja, sami so imeli v mislih uporništvo in navihanost, zato bo to njihov najbolj mladosten avto v ponudbi. Takšne majhne električne avte smo čakali, ker bodo ti svojo dostopno ceno končno pomagali k elektrifikaciji, o kateri je bilo toliko povedanega zadnja leta. Pri nas imamo še vedno zelo konkretne subvencije, zato bodo osnovni modeli takšnih električnih malčkov različnih znamk stali tudi pod 20.000 evrov in si jih bo lahko privoščil praktično vsak, ki kupuje nov avto. Druga zgodba pa je seveda, če želi že preklopiti na elektriko. The idea was try to focus on the new generation, no? Especially the Gen Z, no? But at the same time try to do something for everyone, no? That you can buy this car, no? But at the same time, in terms of design, try to do something really young, no? Really fresh, no? That fits perfectly with our Cupra DNA, with his own character, but at the same time a little bit bold, more urban, no? More fresh, no? Raval je prvi od malčkov v skupini Volkswagen, ki bo na čist novi platformi za manjša električna vozila, ki so jo poimenovali MEB+. Čeprav gre za majhen avto, dolg je okoli 4,5 cm, ima v kabini dejansko veliko prostora in kar 430-litrski prtljažnik. In pogon je tukaj, za razliko od recimo Borna, na sprednji kolesi. When we developed the Raval, we wanted to search for an urban car that is good for the city, but doesn't lack the sportiness and this performance. So that's always what we search at Cupra, no? And then the Raval, in terms of design and performance, is this next level that we bring to the road, and also that we democratize with the electric mobility, and democratize and also make it feeling it sporty. Lahko se bo pohvalil z matričnimi LED žarometi, potem skritimi osvetljenimi vratnimi kljukami, osvetljenima logotipoma spredaj in zadaj, takšnimi finimi školjkastimi sedeži, pa zvočnim sistemom Sennheiser s kar 12 zvočniki, ker je bila pa znamka Cupra vedno tudi na majčkeno bolj športni strani, pa še z elektronsko zaporo diferenciala in dinamičnim uravnavanjem podvozja. Drugače pa sploh zanimivo, da bodo vsi imeli od povprečja vseh avtov na tej platformi za 15 mm nižje športno podvozje in še za 10 mm širši kolotek, zato pričakujemo vsi seveda zelo dinamično vožnjo. Pa tudi noter imaš tak res dober občutek, fajn materiali, ko v enem kokonu si, prav predstavljam si, da se ga da lepo res hiter peljati. Pa še eno stvar sem opazil, ki je ful zanimiva, in sicer, da ima zdaj prvič vratca zapolnjene tukaj na desni strani, kar se meni zdi veliko bolj uporabno. Pa še druga zadeva, na vseh 4 kolesih ima zdaj diske po novem, za bolj športen občutek, ker prejšnji so imeli vsi bobne. In če začnem pri tej, ker 166 kW bo moč motorja, to je 226 konjev za pospešek do 100 v manj kot 7 sekundah. Ja, pravi mestni razbojnik bo to. Ampak seveda ta ne bo toliko pocen, kot sem omenil prej na začetku, zato bodo na voljo tudi šibkejše različice. Recimo vstopna bo imela 85 kW, to je 116 konjev, potem Raval Plus bo ponudil 99 kW, to je 135 konjev, Endurance pa 155 kW oziroma 211 konjev. Najmočnejša boste imela NMC baterijo z 52 kWh, šibkejša pa LFP baterijo s 37 kWh. Z manjšo baterijo ne bi bil doseg okoli 300, 100 leta večjo pa do 450 km. Raval je bil razvit, zasnovan in proizveden v Barceloni, kar pomeni, da gre za evropski avto. Prvič ga bomo na naših cestah lahko videli že polet, zelo kmalu zatem tudi pri nas,
Prvič ga bomo pa vozili že maja, tako da se ga prav veselim. Ni švah. Tole bo fajn zgledal na ulicah, že zdaj vidim. Veš kaj pa po mojem tudi zapeljati, ful fajn. Sploh motor je tak cool občutek, tak športno utesnen. Jaz se ga že ful veselim, ne, sploh unga ta močnega, to bo ful letelo. Nadaljujemo pa z drugo skrajnostjo, z enim takim res udobnim potovalnikom, ki ne zna razvajati samo voznika, ampak vse potnike. Koliko različnih masaž je? Koliko jih je? 5? 5, ne, ali 6? Ne vem. Kar. Ena je lubenica, druga je lestev, tretja je pajek. Še 10. Ja, 30 so rekle. Saj vem, Gorenci smo iznajdljivi, pravijo, ali škrti. No, v bistvu se ni pomembno, ker sem našel hudo tržno nišo. Če stane ura klasične masaže okrog 60 € in ja, se strinjam, da je boljša od masaže na avtomobilskem sedežu, je pa ta lahko pocenejša in zraven ponujam še brezplačen prevoz do bližnje lokacije. Ja, masaža? Masaže, ja? 30, ne? 30, ja. Super. Evo, 3 sedeže imam z masažo, torej 3 x po 30 €, 90 € na uro. Popoldne, ko ne nucam avta, pa v bistvu lahko izkoristim vse 4 sedeže, ker ima tudi moj masažo, sam potem nimam brezplačnega prevoza nikamor. Kje so punce? Ni punc, kolega, to je navadna masaža. To ni... No, srečaš pa vse živo. Smo? Ok. Bom kar direkten. Prepričan sem, da so vsi proizvajalci skupaj pred kakšnim desetletjem naredili veliko napako, ko so svoje enoprostornike zamenjali za vizualno bolj drzne križance. Ti so seveda bolj atraktivni za pogledati, so pa manj uporabni in manj prostorni. Se mi zdi, da je marsikater proizvajalec sicer ugotovil, da gre za napako, ker sem ter tja na ceste zdaj zapelje kakšen križanec, ki je bolj oglad, še vedno pa ni dovolj prostoren. Zato se marsikdo med vami, ki potrebuje res veliko prostora, raje odloči kar za kombi. Jaz recimo bi ga tudi imel. No ali pa ne, ker sem našel hudo alternativo. Tole je Forting V9, v bistvu večji brat takšnega U-Tour, nad katerim sem bil lansko leto precej navdušen. V bistvu prva pohvala gre dejstvo, da avto zelo dobro skriva svoje dimenzije. Dolg je namreč 5 metrov in 25 centimetrov, kar pomeni, da je daljši od osnovnega Tourneja Custom oziroma celo od podaljšanega Multivana. In s 3 metri medosja je znotraj noro prostoren. Ga lahko pogledamo brez panike, sem potnike že odstranil. Pustimo zunanjo za enkrat, čeprav je tudi sprednja maska pri V9 precej markantna in avto na cesti zato opazen. Ta notranjost je tista, ki me je totalno presenetila. Tudi tukaj imam 7 sedežev s porazdelitvijo 2+2+3. Največ udobja je seveda tamle v drugi vrsti, kjer ni klop, ampak 2 ločena fotelja in na njiju se sedi v bistvu tako kot v prvem razredu na letalu. No, najbrž nekako tako, nisem še nikoli letel v prvem razredu na letalu, ampak po fotkah sodeč je zelo podobno. V bistvu lahko takoj zaključim, da je tole skoraj tako prostoren in uporaben avtomobil kot kakšen kombi, hkrati je pa veliko bolj udoben in eleganten tukaj znotraj. Za familijo ali pa VIP prevoze potnikov je na voljo samo nekaj bolj udobnih vozil in ne, ultra hudih premijskih limuzin tukaj ne štejem zraven, ker nimajo toliko volumna okrog potnikov. No, pokažem tamle. Sovoznikov sedež in oba ta dva sta prezračevana, ogrevana in oba ponujata masažo. No, vse to ima tudi voznikov sedež, ampak do tega še pridemo in v bistvu moram kar takoj pohvaliti masažo, ker je za avtomobil presenetljivo dobra. No, sicer sta pa ta dva sedeža oba v bistvu preko takele integrirane tablice pomična po dolžini, če potrebujete res noro veliko prostora za kolena, potem je mogoče pri vsakem nastaviti tudi recimo tole, pa naslon, skratka, počivati v tem avtu ni čisto nobena težava, za takrat, kadar se vam ne bo ljubilo delati. Če bi pa radi delali, je pa na voljo seveda tudi mizica, evo, pripravljeno. Kitajci so zanimivi, ker so poskrbeli celo, da se ta sovoznikov sedež položi povsem dol in si potem lahko na tem lepo zleknen, pa po noči romantično opazuje zvezde skozi to ogromno panoramsko streho. Ali pa povsem do vodoravnega položaja zložiš ta dva sedeža, pa mularija lahko po noč spi noter. Mularija, tudi jaz, ne, saj sem glih ena ista višina.
No, da ne pozabim, še 3 sedeži so skriti v dnu in ne jemljajo prostora, kadar so zoženi, z dvignjenimi pa v tem avtu lahko peljete 7 potnikov. Običajno sem jaz tisti, ki mora vedno potnike voziti naokrog in bi v tem avtu veliko rajši užival tamle zadaj, moram pa reči, da mi tudi tukaj spredaj ni čist nič hudo. Imam sedežno masažo in imam ogromno prostora, pa zelo veliko odlagališč, pred sabo pa 3 zaslone, skupno diagonalo več kot 40 palcev. Ta V9 je hibridni in glavnino moči zagotavlja 1,5 litrski turbo bencinski motor, je pa elektromotor s 55 kW vseeno dovolj močan, da lepo pomaga bencinarju. No, menjalnik je pa v tem primeru enostopenjski, obnaša se pa zelo podobno kot klasičen CVT, torej neskončno stopenjski menjalnik. Je pa na voljo še priključno hibridna različica, tisto vzamem naslednjič, pa lahko potem povem malo več o samem avtomobilu, pa kako se pelje, preverimo uporabnost prtljažnika in bomo skupaj ugotovili, če je to lahko družinski stroj. Zdaj se mi pa mudi, moram furati popoldne svoj popoldanski SP avtomasaža Anžeje Rep. Ja, prispevki se ne bodo plačali kar sami od sebe. In? Koliko si doslej zaslužil? Ja, nič, če mi država se pobere. Se kmalu ti bo pa še kdo drug, ne? Ja, kdo, Donči. Glej, raj sploh ne bo o tem. Je pa zanimivo, ne, da prejšnji teden ni bilo nobene avtomobilistične novosti na naših cestah. V bistvu je skoraj neverjetno to, ja. Ja, je bilo pa kar nekaj novosti pri Daci. To pa ja, no Dacia je zdaj končno predstavila dolgo pričakovan hibridni 4-kolesni pogon v Bigsterju in ga namenila tudi Dusterju. Na zadnji osi je zdaj elektromotor, da bo lažje avto splezel po kakšni malo slabši podlagi, no pa prenovljena sta Logan pa Sandero. A veš, me res zanima, če bo Duster prelezel zdaj tako visoko, kot je ta stari. V nadaljevanju oddaje boste videli Anžeta na motorju, tudi novo zvezdo, ki bo vrtila volan naše Selike. Zdaj pa test T-Rocka, ne? Koliko mi je tak težil, kdaj bo to na sporedu? Evo, zdaj bo, ne? Kdaj? Zle. Ok. A zdaj? Če nekaj dobro deluje, ne popravlja je stari rek, ampak novi T-Rock deluje še bolje kot stari, ki se je tik pred prehodom novega še vedno odlično prodajal. Tudi sicer se je, v prvi generaciji ste jih razgrabili več kot 2 milijona in T-Rock je bil tudi drugi najbolje prodajen Volkswagen pri nas. Si niste mislili, a ne? No, Nemci enako napovedujejo tudi za drugo generacijo, ki je zrasla v vseh pogledih, predvsem pa je s to osnovno rumeno barvo lahko zelo opazna. Ja, v osnovi dobiš rumen T-Rock, ki je zdaj 12 cm daljši in bo v osnovi takoj všeč vsem ljubiteljem prve generacije. Ni drastično drugačen, je pa vseeno glih tok nov, da ima spredaj ozke luči, za marsikoga nepotreben LED trak in pa veliko masko. T-Rock lahko ima zdaj prvič tudi velika 20-palčna platišča, predvsem pa je na zadnjih vratih ostal tale pregib, ki ga ima tudi Bentley Bentayga. Streha je zdaj malenkost nižja, na zadku pa LED trak in osvetljen logotip Volkswagen. Je moderno oblikovan, ampak tako, da bo množicam všeč. Zadnjič so 3 punce kar obstale in ga gledale, ko sem se peljal mimo. Mene še opazili niso. Drugi T-Rock je napreden, ker je izdelan na posodobljeni platformi MQB Evo, zato je na voljo kup varnostnih in zabavnih sistemov. Je pa notranjost k sreči še dovolj klasična, da bo voznikom všeč. Imaš recimo na voljo klasične gumbe za odpiranje stekel, 4 so na voljo, klasični gumbi so tudi na volanu, pa en gumb je še na sredinski konzoli. Tega poznamo že iz Tiguana in Tyrona, je pa za glasnost in vozne programe, pa za seveda spreminjanje ambientalne osvetlitve. Čeprav tega, ko si enkrat nastaviš, verjetno ne spreminjaš. Digitalni merilniki so pregledni, še bolj pa mi je všeč pravi projekcijski prikazovalnik, ki je na voljo prvič. Ponudi veliko podatkov in zato na merilnike med vožnjo praktično ne gledate več, te pa tudi tukaj opozarja na bližino krožišč ali nevarnega ovinka, da pač zmanjšaš hitrost. Multimedijski sistem je zdaj v redu in deluje dobro v kombinaciji s tem 12,9-palčnim zaslonom. Na vrhu imate vedno bližnjice, ki jih lahko sami spreminjate, tako da lahko recimo v tem primeru hitro izklopim najbolj tečne asistenčne sisteme ali pa recimo auto hold pred samo pralnico. Spodaj pa je vedno prezračevanje. Se vem, z navadnimi gumbi bi šlo še hitreje, je pa tako zadeva vsaj vedno na istem mestu in deluje hitro. Navigacija je malenkost požrešna, kar se časa za privajanje tiče, lahko pa enostavno preklopiš na svoj telefon, pa imaš bolj personalizirano, preko CarPlaya ali pa Android Auto. V vrata spredaj boste lahko pospravili veliko plastenko, ampak je pa predal popolnoma plastičen, tako da ni lepo odet v kak tekstil in to bo zmotilo na slabih cestah, predvsem tiste, ki ne marajo poslušanja drgnjena plastike.
Na sredinski konzoli imate dve pregradi, ki jo lahko spreminjate, da potem med vožnjo ostane vse na svojem mestu, predvsem pa je na zadnji klopi več prostora. Za dva potnika bo zadaj super, tudi več prostora je za noge, za cele 3 cm, kot je pač daljše medosje. Dobro, na sredini zadaj še vedno ne bi hotel sedeti, ker si pač malo bolj dvigen in bliže strehi, pa za 4 zdaj še bolje. In tudi prtljažnik je zdaj kar 30 litrov večji in ponudi že zelo lepih 475 litrov. Gumb za zagon je zdaj tule na sredinski konzoli in na to se zažene 1,5 litrski turbobencinski motor ETSI. Blagi hibrid, ki je trenutno še edini v ponudbi, v tem primeru pa proizvede 110 kW moči, to je 150 konjev. Prestavna ročica je po novem tule na desni strani ob volanu, kar je uporabno, je pa enaka, kot smo jo vajeni tudi iz električnih Volkswagenov. To pomeni, da T-Rocka z ročnim menjalnikom ni več. Sploh. Sem mislil, da bo pogon bolj zaspan, ampak je dovolj poskočen. Ok, pri speljevanju še vedno cukne, ampak to je domena praktično vseh menjalnikov DSG s suho sklopko, ki se je hitro navadiš, potem pa se do 100 na uro požene v 8,9 sekunde. Pospeševanje je kar lepo zvezno in tudi krmiljenje je bolj natančno kot prej, ker je občutek na volanu zelo prijeten. Lepo čutiš avto tudi v hitreje odpeljanih ovinkih, zelo nevtralno deluje, ni pa to seveda tako zabavno avto med ovinki kot kak Golf GTI. Ampak vem, da so vozniki prve generacije prej umirjeni kot neki divjaki, zato je tudi poraba lahko presenetljivo dobra. Evo, z veliko vožnje po avtocesti imam zdaj povprečje 6,6 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je v redu. Motor sam je sicer s svojim zvokom in zaspanim karakterjem še najmanj cool del T-Rocka. Bo pa že poleti pripeljal tudi novi hibrid, če vas tisti bolj zanima. Boljši je tudi pri zvočni zatesnjenosti in zato je vožnja zdaj bolj udobna, ko se peljete daleč. Mal še slišim piš vetra okrog zunanjih ogledal, ampak ni niti približno moteče. Mogoče edino še nasvet, da se ne zaženete med prevelika platišča, če imate radi predvsem udobno vožnjo, ker na 20-palčnih platiščih pač ne bo tako udoben in tih, kot si želite. Res pa je, da ne bo izgledal tako cool kot zdaj. Je mal večji kot prej, ima mal boljše materiale kot prej, je bolj atraktiven za pogled kot prej, ima skoraj enak motor kot prej, ki nam v kombinaciji s tem menjalnikom ni bil nikoli posebej všeč. Ampak za večino bo tudi ta kombinacija čisto v redu, za tiste najbolj zahtevne pa že prihodnje leto pripelje divji R. Toyota je s CHR Plus vstopila v razred C SUV, kjer je med električnimi avti že kar močna konkurenca, ima pa cel kup asov v rokavu, ki bi ji morali pomagati, da uspeha tudi s tem modelom. Ime je izbrala zaradi velikega uspeha modela CHR. Lani so jih na primer po vsej Evropi prodali 143 000, zato računajo, da bodo kupci z velikim zanimanjem sprejeli tudi tale Plus. Ampak Plus pomeni, da je za 17 cm daljši, ta je dolg 4,53 metra, s čimer je pridobil nekaj tamle pri prostoru, itak ima pa čisto drugo električno platformo, torej razen imena modela nima tako dosti skupnega. Že po samo enem dnevu vožnje lahko povem, da je to eden najbolje voznih avtov v tem razredu. S takšno lahkoto se pelje, da imaš občutek, da je precej lažji. Občutek na volanu je dober, nevtralen, podvozje se vrhunsko odziva, moči je dovolj oziroma celo preveč, ker sta se mi sprednji kolesi pri samo spredaj gnanem stalno želeli vrteti v prazno. No, zato sem pa vzel še 4-kolesno gnanga, ker tukaj pa teh težav ne bi smel biti. To je tudi ena najhitrejših Toyot, ki jih lahko kupite, ker do 100 pospeši v samo 5,2 sekunde. Res močno vleče, sploh nimaš občutka, da se bo končal, ker ima kar 252 kW, to je 343 konjev. Tako z mesta, kot tudi potem, ko takole pospešuješ iz ovinka, vleče in vleče in pol pride, opala, že naslednji ovink in moraš zavirati. Sploh pri takšni vožnji pa poraba niti približno ni majhna. Zdaj imam blizu 20 kWh na 100 km. Če bi bil priden, bi pa v teoriji lahko dosegel tudi do 548 km, če bi imel 18-palčna kolesa, in do 511 km, če imam takšna 20-palčna, kot jih ima ta. Ja, toliko se to pozna pri porabi, če želite imeti večje platišča, in to seveda ne velja samo za ta avto, to velja za vse. 4-kolesni pogon seveda krasno deluje, ker tukaj elektronka praktično ne rabi blokirati koles, ampak se navor veliko bolj učinkovito prenaša na podlago. Tudi zdaj, ko je zelo spolzko, gre kot po tirih. Sicer večino dela tukaj še vedno opravlja sprednji motor, ki ima skoraj 270 Nm navora, zadnji pa 170.
Baterija je seveda privita na spodnji okvir vozila, s čimer so povečali torzijsko čvrstost za kar 30% v primerjavi s klasičnim CHR. Prav tako ima od tega za primerjavo 65 mm nižje težišče, zato je toliko dober občutek med vožnjo. Ima pa baterija tukaj bruto 77 oziroma neto 72 kWh. Pa za razliko od močnejše variante s prednjim pogonom ima ta tudi večjo vlečno moč, zato lahko vleče pri kolcu z do 1500 kg mase, tista pa pol manj. Vse ostalo je pa seveda isto, oba imata odlično aerodinamiko, koeficient zračnega upora je zelo dobrih 0,26, barva je pa vedno lahko tudi takšna, če imate recimo radi dvobarvno varianto, tako da je streha tukaj črna. Polnjenje serijsko z 11 kW, ob doplačilu pa lahko tudi z 22 kW na izmeničen toku, kar nam je dostikrat še celo bolj všeč, ker je bolj uporabno. No, potem je pa še hitro polnjenje na enosmernem toku, tam gre pa z največ 150 kW in po novem to tudi veliko lažje doseže, ker ima učinkovito predgretje baterije s toplotno črpalko, ki je zdaj serijska pri vseh modelih CHR. No, super, je spet začel deževati, tako da grem hitro pod streho. V glavnem, pri nas se že prodaja in tudi cena je zelo zanimiva, sploh ker ima 10 let garancije oziroma 1 000 000 kilometrov na baterijo. To je kar noro. Kmalu pripelje še potem BZ4X Touring, ta bo sploh zanimiv, tudi izgleda zelo fajn. Konc leta pa je še električni Hilux, tako da ja, kakor sem rekel, Toyota je sicer zamudila prvi vlak, kar se tiče električnih avtov, zdaj ga pa že kar pospešeno dohiteva. Jaz mislim, da bodo še prehiteli ta tvoj električni vlak, če bojo s tako vnemo še naprej predstavljali nove avte. Ne? Res je, ampak CHR Plus se pa res dobro pelje. Boš videl, kako ga boš sprobal? Jaz nič ne verjamem, dokler ne sprobam. Vse ga boš, saj že kle. Je pa ne vem, zakaj si poletel čez 3/4 Evrope, če je bil že tu, mi ga lahko sprobal. Razložil, da je takrat bil šele tam. Pač, radi smo prvi, a ne? Tako. Vse za naše gledalke in gledalce. Zdaj pa Anže na svojem mopedu. Ti si rekel gledalke pa gledalce. Ja, vem, če je ful hecno, ni ful hecno? Ja, ful hecno. Ja, tebi je, ja. Ja, hvala, da je. Lansko leto je bila motoristična statistika izjemno slaba in nesreč z motorji absolutno preveč. Na naših cestah je umrlo kar 30 motoristov, ogromno je bilo tudi poškodovanih. Bistveno preveč in če v veliki meri za svojo varnost lahko poskrbimo sami, seveda obstajajo tudi drugi prijemi. Ja, v bistvu agencija dela bolj na preventivni strani, mi nismo na strani represije, pa zato tako zelo tesno sodelujemo tudi s policijo, ker smo prepričani, da skupaj s temi našimi preventivnimi aktivnostmi, z našimi opozorili in pa seveda z obveznim nadzorom policije lahko res dosežemo nek korak naprej. Sami vemo, da takrat, kadar ni nadzora, delamo napake, namenoma ali ne namenoma, če pa vemo, da nas lahko nekdo ustavi oziroma pri prekršku dobi, takrat pa seveda bolj resno jemljemo cestno-prometne predpise in jih tudi upoštevamo. Če sebe po 20 letih spet štejem za motorista in sem pošten, da zaenkrat za amaterskega motorista sta pomembni v bistvu vsaj dve stvari. Da za začetek izberem pravi motor zase, tak, ki ni prevelik, pretežak in nasploh preveč naporen, se mi zdi, da sem kar dobro izbral. Druga stvar pa, da grem na kakšen trening varne vožnje. No, tam me pa še čaka. Pri nakupu samega motorja. Motorja ne smemo kupovati samo s čustvi, treba ga kupovati z glavo. Zdaj vsi vemo, da so v modi visoke potovalne endure in tako naprej, ampak če jaz ne pridem z nogami do tli, jaz se enostavno tega motorja ne morem naučiti obvladovati, ker slej ko prej bo nekaj šlo narobe. Tle niso samo lepi, dolgi ovinki, tle so tudi kratki ovinki, so serpentine, je mesto, so ostali udeleženci in slej ko prej bo šlo nekaj narobe. Čelada, rokavice in ostala oprema, to je osnova. Primeren motor in dodatna znanja, to je druga stvar. Tretja pa pamet v roke, sploh v desno za nadzor plina. Policija dela kar vse po vrsti. To pomeni, prvo smo seveda za preventivo. Če lahko nekaj preprečimo z nekimi ukrepi, aktivnostmi, seveda so to zelo dobrodošlo. To pomeni tudi za motoriste. Izvajamo vrsto preventivnih aktivnosti, posebej pred začetkom motoristične sezone, kjer motoristom ponudimo mogoče kakšen poligon na svet, ker imamo veliko dobrih policistov, motoristov, rade volje damo tudi posedujemo tudi kakšno izkušnjo.
Tako da jaz mislim, da to z motoristi tudi z veseljem vzame za svoje in seveda nas tudi posluša. In seveda hkrati pa tudi idealna priložnost pred sezono, da malo sprobajo svoje sposobnosti motornega kolesa in pa priprava. To pomeni, da so dobro psihofizično pripravljeni in pripravljeni za na cesto. April je ponavadi še malo muhast, ceste so hladne, na njih je veliko peska, zato skozi zavoje peljite malo bolj previdno. Motoristi smo na avtocesti sicer redko, ampak ker me je ravno zadnjič prehitev nekdo v kratki majici z bliskovitim šviganjem med obema pasovoma, še enkrat poudarjam, da bodite previdni, tudi na avtocesti. Treba je poskrbeti najprej za svojo varnost. To se pravi, motorist naj bo posebej pazljiv, ne prilagodi hitrost, ker vemo, da v bistvu najtežje stvari se dogajajo pri velikih hitrostih. In tukaj, ko se osebno avto ali pa motorno vozilo ostalo pelje, ne vem, z 130, 140 slučajno, pa da mu on švigne, tako kot ste sami rekli, on ga tudi v špeglu ne vidi. In če ga ne vidi, lahko takrat zamenja pasove in zadeva bo prepozna. To je zame pojem električnega avta. Majhen, uporaben, tudi poskočen, zelo pregleden in tudi z ugodno ceno, če upoštevamo našo zaenkrat še zelo zajetno subvencijo. To je tudi najmanjši električen avto pri Hyundaiu. Od najmanjšega i10 je daljši samo za 15 cm, ima pa seveda ful več prostora, ker so tukaj komponente razporejene mačkan drugače. Pa tudi vidite, kako na robove je potisnjena karoserija, le ko so kratki previsi. Ta sprednji še recimo, ampak zadnji je pa res čist kratek in to je totalna prednost pri parkiranju. Ampak, če začnem znotraj, evo, prostora veliko. Sicer je ozko, ampak ni težav za odrasla potnika spredi. Ta sedež mi je zelo kul, ker je tak mal foteljček deluje, pa tole ful dobro naslonjalo ima. Pa spredi je tukaj le skoraj ravno dno, tudi zelo uporabno, greš lahko takole kar čez, če recimo tamle ful na ozko parkiraš. Zadaj sta samo dva sedeža, ampak to razumem pri takšnih merah avta. Tudi tukaj je kup uporabnih rešitev, recimo, da se ta sedeža lahko zelo fajn pomaknete naprej in s tem ustvarite uporaben prtljažnik. Večino dni se pa itak vozimo s praznim prtljažnikom, zato je fino, da lahko na ta način ustvariš več prostora za potnike. Evo, še naklon se lahko nastavlja, tako da je res udobno. Govorimo o mestnem in primestnem avtu, kar je instar, ne pa nekem kombiju za dopuste. Pa še ena zadeva je čist huda. To sta tale sedeža. Lahko jo čist zložite in imate prostor za počitek. Recimo, ko polnite baterijo, čeprav sem že prej rekel, da to ni lih avto za dolge vožnje in se bo baterija večinoma polnila kar lepo doma. Ampak ne vem, kdaj sem nazadnje takole udobno sedel v kakšnem toliko majhnem avtu. Ampak, če bo treba kdaj na hitro napolniti, sem vse preveril, gre z največ 70 kW na enosmernem toku, to pa doseže nekje pri polovici napolnjenosti baterije. Sam sem jo začel polniti, ko je imela samo 8%, tako da je šlo kar lepo ves čas tudi nad 60 kW, pri 80% pa itak pri vseh električnih avtih moč polnjenja konkretno pade in se ne splača več polniti. Tudi za baterijo ni dober. Na izmeničnem toku pa se polni z 11 kW, kar tudi pomeni, da bo baterija povsem polna v 4 urah, ker lahko shrani 42 kWh energije. Ta je manjša, obstaja še večja z 49, ampak če mene vprašate, je tudi ta čist dovolj. V najboljšem primeru sem z njo prevozil celo 300 km klele po mestu, kar je za recimo drug avto pri hiši več kot dovolj. Povprečna poraba je slabih 14 ur na 100 km. Vožnja je tudi fajn. Avto, ki je prav lepo vodljiv, ker je majhen, je seveda tudi zelo okreten, moči pa tudi ni toliko, da bi se sprednji kolesi pogosto vrteli v prazno. 71 kW ima, to je 97 konjev, dostopa pospešil 11,7 sekunde. Se ne sliši veliko, ampak sem takole pri speljevanjih na semaforih vedno prvi, ker ima ves navor že takoj, ko pritisneš stopalko. Pohvalim lahko tudi regeneracijo, ker s tema gumbama tukaj nastavljaš, kako močno naj bo. Jaz dam vedno kar takole na največ, pa potem sploh ne rabim več zavirati, če lepo predvidevam. V glavnem, vse deluje super, instar se zdi zelo dodelan, tudi izdelava je dobra, kar ta velik, samo da je majhen. Tudi
če izgleda na pol križanc, to ni, ker tale plastika premalo ščit, potem tudi avto je prenizek, da bi se z njim vozil po nekem kolovozu, pa tudi samo sprednji pogon ima. Čeprav mene ful spominja na nekdanji Suzuki Ignis. V glavnem, v takšnem avtu je fajn imeti baterijo pa elektromotor. Tukaj ima to vse skup smisel, v tistih velikih pa težkih, pa ne, ker so enostavno predragi. Matjaž, po čem te poznamo v Sloveniji? Ja, verjetno po tem, da sem pevec pri skupini Šankrok. Kaj se delate pri šankih? Kaj velikega je pred vami? V tem zadnjem obdobju blazno uživamo, fajn nam je in seveda upam, da naredimo naslednje leto naš 18. album. Kaj je bila najbolj zanimiva stvar, ki se ti je zgodila na cesti? Je bilo kaj takega? V bistvu najbolj zanimivih se mi je z motorjem, manj toliko z avtom. Je pa bilo tudi že glede na to, ne, da za Šankrokom imamo ziher par milijonov kilometrov na cesti. Dosti let smo tudi sami vozili kombi, tako da so bile razne dogodivščine. Od tega, da smo zgubili kdaj kak blatnik ali pa vrata, ker smo pač imeli taka stara vozila, ker ni bilo denarja za boljša. Drugač pa mora, a je to leseno? Ne, to je ni. Če bi bil les, bi potrkal, no. Hvala Bogu, ni bilo nikoli nič kaj resnega. Danes si pa prišel z motorjem, zakaj? Ker je lepo vreme. Ker sem končno čakal, da bo konec zime in ker grem potem naprej proti obali. Ampak ti ni na motorju kar hitro vroče? V tem vremenu danes je kar hitro mrzlo še, ne, ker zrak je hladen in sem kar precej oblečen, več kot standardno, ampak lažje se je sleči, kakor obleči, če nimaš. Lažje se je sleči, to si zapomnite. Ampak zdaj ti bo spet vroče, ne? Dali te bomo Toyota Celica. A si imel kdaj tak avto? Ne. Ko sem imel hrošča, je to bil moj sanski avto. To samo na slikah sem pa se ti nor. In ko sem imel zdaj tole Celico, bom rekel, vsaj enkrat jo bom lahko vozil. Ok, zdaj pa kar za volan, pa izkaži se, pričakujem, da boš pri vrhu, veš? Gremo, akcija. Ajde. Matjaž, kako ti je šlo? Lej, veter je, ne? To morate vedeti. In veter, videl sem, kaj veter samo obrne stožec. Ne? Ja, torej en stožec se je podrl, 10 sekund prebitka. Drugač pa čas, kam misliš, kje si? Kam si padel, kam si zrastel? Sem prej rekel, kam je cilj. Sem bil boljši kot Luka Basi, sam to me zanima. Kaj ti je cilj? Ja, cilj ni osvojen, ne? Ena minuta! 10 sekund, ne bi bil tukaj le. Tule bi bil. No, lej. Super je bilo, fajn. Res lepa izkušnja. Hvala, ker sem lahko prvič v življenju vozil Toyota Celico. Res 2.0 GT, 140 konjev, noro. No, ampak zdaj, ko si ti dejansko vozil 39 let staro Toyota, a zdaj razumeš, zakaj imaš vedno Toyota doma? Ja. Ja? Ja. Kvaliteta, ne? Ja, in pač zdaj na teti ne bi skuril sklopke, ker je avtomatika, ampak če ne bilo pa fajno, res, užitek. Meni se je zdelo celo večno skupa, ker pa tu sem se zašaltal, sem klev noter. Ja. Naslednji teden spet vrtimo volan z novo zvezdo, seveda pa boste videli še cel kup drugih novosti. Anže je recimo vozil čisto novo Kia EV2, Matej pa nov Toyotin RAV4, za katerega pravi, da je čisto vse, kar potrebujete od avta.
Če želite vedno biti na tekočem, se prijavite na naš novičnik na spletni strani volan.si, pošljemo novičke vsak petek zjutraj. Na socialnih omrežjih Facebook in Instagram nas najdete, tudi na YouTubu in TikToku smo. Se vidimo!